Zapeljimo se čez novice, ki so v minulih dneh osvojile svet mobilnosti. Novica številka 1 je po našem mnenju spisek asistenčnih sistemov, ki jih bodo od leta 2021 morali vsebovati vsi serijski avtomobili. Podrobno si ga oglejte v članku na MMC-ju, naj samo poudarimo, da so na njem tudi sistemi, ki zaznavajo alkoholiziranost, zaspanost, kakršnokoli nepozornost, pa tudi črna skrinjica. No, mnogo izmed teh sistemov že imata tudi tokratna novinca na naših cestah. To je Gran Turismo, narejen tako, da uporabniku omogoča čim več osebne svobode in pa seveda premijo mobilnosti. Tukaj lahko začnemo z, bomo rekli, samo sistematično digitalizacijo, potem športno, dinamično vožnjo izkušnjo in pa ne nazadnje izredno funkcionalno zasnovano notranjostjo. No, tudi Audi ima zelo napreden sistem glasovnega upravljanja v naravnem tipu govora. Glede tega pa je verjetno še nekoliko bolj impresiven Mercedes razreda A. Tega recimo kar pokličeš po imenu, če želiš, da kaj naredi zate. How can I help you? Razred A je vstopni model v svet Mercedes-Benza. Tokratna, 4. generacija razreda A pa je še posebej posebna. Namreč prinaša novosti v smislu uporabniške izkušnje MBUX, prinaša novosti novih varnostnih in voznih asistentov. Poročamo tudi, da sta še 2 znamki napovedali umik dizelskih motorjev iz ponudbe. Volvova obljuba pravi, da bo ta ukrep uvedla nova generacija modela S60. Nissan se je obvezal, da bo leta 2025 njegova ponudba povsem diesel-free. Seveda obe znamki računata, da bo še naprej tako bliskovito naraščala prodaja električnih modelov. In že smo pri Volkswagenovi obljubi. Čez 7 let bodo letno proizvedli 3 milijone avtov in ker pričakujejo zaplete na področju surovin, so si baterije zanje že zdaj zagotovili s pogodbo v višini kar 40 milijard evrov. Mimogrede še to, prodaja električnih avtov je v Nemčiji po absolutnih številkah prvič v zgodovini prehitela Norveško. Hkrati se nadaljuje elektrifikacija klasičnih pogonov, blagi hibrid zdaj recimo predstavlja tudi Kia. Na zavihku Avtomobilnost na MMC-ju nikakor ne spreglejte tudi 3 zgodovinskih člankov. Praznovali smo Spačkov 70. rojstni dan. Ozrli smo se na nekdanje ruske predsedniške limuzine in poslovili smo se od Brabusa, inženirja, ki je spremenil, kako gledamo na Mercedese. Pa še to, obeta se dražba, na kateri si lahko omislite unikatnega Huracana, ki ga je Lamborghini daroval papežu, da bi tako skupaj zbrali nekaj 100 tisoč evrov za dobrodelne namene. Sklop novic pa zaključujemo z izredno praktično vestjo, ki vam v resnici lahko prihrani kar precej evrov za vzdrževanje vašega avta. Delovati je namreč začela nova spletna storitev, ki primerja cene servisnih posegov v slovenskih servisnih delavnicah. Izbereš potreben tip popravila, sistem pa vam pokaže delavnice, kjer lahko poseg opravite in za koliko so ga pripravljeni izvesti. Izberete tistega, ki vam najbolj ustreza, se naročite in potreben servis opravite brez grenkih presenečenj.